Po končani okrogli mizi, vemo, da ni forum, pač Zbora za republiko, me zanima, kakšni so bili zaključki razprav, kakšne nove ugotovitve, karkoli? Zaključkov mi ne sprejemamo, to je pač javna tribuna, kjer so predstavljeni avtorski prispevki na neko temo, ki je definirana v povabilu k avtorju. Mi avtorjev niti ne usmerjamo, niti ne omejujemo, razen v njihovem govornem delu, ko je pač treba se držati nekih pravil, ki omogočajo vsem nastop. Današnji prispevki, kot ste mogoče tudi sami opazili, so izrazito esejistično, kontemplativne narave. To niso bili daleč od tega, da bi bili neki politični govori ali razmišljanja. In vsi ministri, vključno z predsednikom vlade in predsednikom države, so pravzaprav nastopali v vlogi javnega intelektualca, ki razmišlja in oblikuje svoje misli o določeni tematiki. Ta tematika je pa položaj Slovenije, identiteta slovenske države in naroda znotraj Evrope in širše. To je bilo. In v tem smislu sam osebno mislim, da je bilo izjemno kvalitetno, poglobljeno, živahne, iskrive, sijajne misli, ki so sledile si druga drugi. Tako da mislim, da bo to tudi branje, ki bo zelo zanimivo. No, na vesti bomo celoto objavili čez vikend, ko pač obdelamo količino, ker je le 2 ure debele razprave. Me pa zanima, kako je z publiko, kako da imate, bom rekel, prevladovali so starejši poslušalci in poslušalke. Ne vem, na tribunah, te tribune Zbora za republiko so zelo različne, nekatere so popularne, pride 1000, 2000 ljudi, različnih generacij, različnih izobrazbenih struktur. Tovrstna tribuna je bila definirana kot izrazito intelektualna in zahtevna v tem smislu že po temi, kakor je bila vnaprej napovedana. Res je, da so jedro Zbora za republiko tvorijo vendarle tisti intelektualci, rekel bi, kar meščanske provenience, ki so bili dejavni v času demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Tega je že 20 let in to se pozna verjetno tudi na generacijskem profilu udeležencev. Slovenija v Evropski uniji je pa tipična taka, recimo, osamosvojitvena nacionalna tema. Kjer govornik vas je najbolj presenetil? Presenetil me ni nihče. Dobro poznam vse, jih vem za kvaliteto njihovega razmišljanja in izražanja. Recimo, da me je presenetil z duhovitostjo in prodornostjo misli profesor Grdina. Je nova zvezda, bom tako rekel, Zbora za republiko? Ne, on je stara zvezda in morebiti smo na Zboru za republiko tokrat za to temo našli pač sijajno ime in predstavnika, ki je povedal tudi duhovito, kot sem povedal, nekaj skozi zgodovinska očala o sedanjosti. Najlepša hvala.